najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Aleks, vse najboljše zate. Vonč. Kaj je to? Ker je predvečer moje 30, ki je zdaj sam še zdravo hrano jemo. Le koliko zelenja je tle gor. Ja, moraš zdravo začeti živeti. Kdaj pa boš šele pri 30-ih? Saj imaš vinček pa ni zdrav. Ja, da se to lepo uravnovesi, da ni preveč zdravje, ker tole je preveč zdravje. Ja, en cheeseburger za večerjo, a ne? Se jaz obožujem cheeseburger, ampak tole je preveč zelenja. 1 hour later. Kaj bom čas vse pojedel? Tale cheeseburger je bil tako fajn. Tako ful je bil lahek, kaj je to beseda za cheeseburger. Se pravi, lahko še narediva. Jaz mislim, da lahko zeleno še kupno. Dober, pa sirčka, pa papriko, vse bova kupila. Nisem napihnen, tako najedel, prav fajn je, no. No, je šli za spat, a ne? Ja. Pst, okej, tole je pa noro, pač živeti na teh, ne vem koliko, 2 kvadratih ali koliko je kemper ven velik in pripravljati presenečenje za Aleksa, ki ima 30 ko. S tem, da sva ves čas skupaj, pač potujeva, nimam nekega prostora, neke pisarne, da se omaknem, tako da tole je noro. Kupila sem mu 2 darili, taki manjši, pripravljamo pa vse skupaj 5 presenečenj in ja, da to vse skupaj, mislim, že to, da sem nabavila 2 stvari, to je bila misija nemogoče. Enkrat je Rebež šel kakat in sem jaz letela k nora v trgovino. Ta drugič sem se pa zmislila, da moram iti jaz lulat, tako da sem tudi uspela, pač nisem šla lulat, šla sem pač v trgovino, on me je pa čakal v campervanu. Ok, in pa sem umislila kaj tako napisati, da mu pač malo namignem, kam bojo šla presenečenja, ki se bojo zvrstila čez cel dan. Ampak je pač to nemogoče, ker sva skupaj. In zdajle se je on lih slišal z eno kolegico iz Slovenije, tako da imam dobro uro, da vse zrihtam. S tem, da pač jaz nisem uspela kupiti nobenih listov, nobenih voščilec, nobenih kovert, nič. Tako da, kaj delam? Glede imam od Liquorlanda shopping listke. In mu takole pišem pač presenečenja. Za koverto uporabljam pa tele vrečke za sadje. Tako da, imamo klele pisarno. To bo še zanimivo. Držimo pesti, da bo na četrtek šlo vse gladko. Evo in tale listek bomo dali kle noter, zalepili selotejpom in pospravili. Noro. Pa je pa še drug problem. Pač vsa ta darila skritniki v kombi, ki ima toliko malo placa. Tako da, one 2 darili sem skrila, jih ne bo najdu. Tole pa skrila med svoje cunje. Zdaj pa že prav strah, ka pa moj bo vsak cajt Aleks prišel nazaj, tako da moram pohteti. O polnoči sem ga presenetila s prvim darilom, ki je bila tale kiwi termoflaška. Posnetek se je žal izgubil, ga bomo pa zato toliko bolj presenetili in potrolali zjutraj še pred zajtrkom. Še en presenečenje. Daj, no ne, to pa ne bom vzel. Kaj je slalomček? Ja pa ne, no tako se niso zmenila. Kaj imaš to? 2 od 2, okej, v redu. No, kaj piše? Piše nekaj, ena družabna igra bo. Ja, pa res? To videti. Kaj je pogledal čuden? Kaj si dobil? Manjša izvedba Katana. Pa ni to cel Katan. Ja, baje, da je. Ne. Baje, da je to cel Katan. Campervan edition. Ne. To ne obstaja. No, lepo zbride naš strgo. Kaj je, Pikac? Kaj imaš to? To je čuden, to ne more biti. Ja, je! Katan karte so. So pa od 2 do 4 igralce. Tako da bova lahko igrala tudi sama. Tega?
Čisto smo ga zbegali še pred zajtrkom. Na devi ljubica. Kje si bil? Čuden je to. Zakaj je čuden? A pair of jeans that fit. Pekać, Ja. pekać moj. Ej, ti si ful lep plan naredil za danes, a ne? Sam jaz imam nekaj še zate. Zdaj pa že smotan. Pa če so rekla brez daril. Brez daril. Po mojem je naš pončen din človek, ki se pritožuje, kad dobi tok daril. Je ne, to je... To je škrnica za sadje. Pazi sem, da ne strgaš. Mogoče pa prazen. Ne, prazen sigurno nikaj te poznam. Že sklegan. Prej si napisala 2 od 2, to ni fair. Ko te je lepo malo trolat. Zdaj se, da preizkušiš nekaj novega. Obleci sportne oblačila in se prepusti Cindy. Jaz vem, da si želel za rojstni dan na kanjoning, ampak kot že veš, na tvoj dan to žal ni mogoče. Bomo šli pa kasneje. Ja, se bomo šli. Čakaj, ko moram dati gor? Ja, sorry, ker se že oblekel, no. Je prav obleceno. Kam pa greva? Ne vem, Daj mi povej, kam greva. ne vem, ful slep plan naredil za danes. Jaz sem že naredil plan. Jaz sem ti lepo povedal, da se zelo oblečem. In kam greva? Ful slep plan naredil za danes. Ne bom vrati. Ne verjam. No, nekaj s presenečenji. To je preveč. Saj taj pa te zaden. Izlet presenečenja v športnih cunah je bil paragliding. Ampak Konč, nimaš ti sreče s tem svojim rojstnim dnevom. Nič adrenalinskega paraglidinga. Ja, no, imel je pa drug dan pelal. Sem pa si zaželel glih tako malo razvija, pa so šla cele na en hribček. Na Šmarno goro Na Nelson. Šmarno goro Nilsona. V centralen del Nove Zelandije. V čisti center. Ampak ja, nisi imel adrenalinskega razvajanja. Mogel bi že zjutraj, pa veter ni bil ta prav, pol smo prestavili na malo kasneje in pa smo še prestavili na malo kasneje. Ob 12 smo šli pogledat na vrh hriba. Gorgeous view, yeah? Ah, that's Rabbit Island. Skratka, veter noče sodelovati. Noče sodelovati s Pončovo 30-ko. Ja, nič, bomo pa bolj penzionistične stvari delala. Gremo kuhat, bo full fajn. vseeno pa sva dobila nekaj ur kasneje nepričakovan klic, da se je veter obrnil in da bi lahko vseeno izvedli polet. Aleksa, še sem ptič. Vse bom ptič. Ali boš Top Gun? Tom Cruise bom, ja. Tom Cruise. Aha, se pripravljamo. Veter se je spremenil. Se pa gremo. A si pripravljen? Čist. A te kje strah? Lej sem, kaj je ena kaja velika. Ptič boš, letel boš. Tukaj je gospod dal navodila za uporabo in v naslednjem trenutku sta že bila pripravljena za vzlet. The beepy sound is a happy sound.
Ma to doživetje je bilo pa naravnost fantastično. Iskreno, nikoli prej nisem razumel jadralcev, ampak se veš, kako pravijo, dokler ne probaš sam. Dan je bil jasen, tako da si imel res lep pogled na celoten zaliv Tasman in pripadajoča mesta Stoke, Nelson in Richmond. V ozadju se vidijo vrhovi Abel Tasman nacionalnega parka in čez greben na drugo stran gorske užine Kaikoura Ranges in Richmond Range, ki sta zaključni del Južnih Alp. Izjemno, krasno, lepo. Bi pa mogoče na tej točki samo na hitro omenil še eno stvar, ki se jo bomo malenkost bolj dotaknili v naslednjem vlogu s prijatelji iz Slovenije, in sicer je to gozdarska industrija in pogozdovanje. Jasno lahko vidite linijo med nativnim gozdom in območjem, ki je namenoma pogozdovano za namen sečnje. Niti z dronom ne moreš zajeti, kako ogromne površine so to. Tukaj mogoče dobite kanček tega, ker si s padalom le više, kot greš lahko z dronom. Ja, to je bilo res planirano, da greva že zjutraj, ampak pač veter nama ni bil naklonjen, je lih v drugo smer pihal, kot bi mogel. Ampak popoldne se je zdaj veter obrnil, tako da sva spet gledala na hribo in naš Ponč je že poletel. Vse nama je pa malo plan, oziroma meni se je malo plan zamaknil, ker ob 2 bi mogla biti že nekje naprej. Ponč tak nič ne ve, ampak se veste, kako pravimo, plani so zato, da se spreminjajo. Bomo pa pač malo kasneje. Bliten, ki bi mogli biti ob 2. Evo ga našega ptiča, ki je tam le, dajte ga, leti. So then for descent, you search for the down bubbles. Yes, and we can make the glider go down also. How was it? Very nice. Nice? Yeah? Scary? No, not really. Did you survive? Oh, I'm on the ground, of course I can. He's a good glider. Good pilot. Nice. Yeah, good pilot. Nice Yeah, and easy. it's really nice when you get, like, how high were we? Oh, we got quite high, man. Yeah. I think this takeoff is around 3,600 meters, 1,800 feet. So we probably went double that. Probably Nice. 3,500. Amazing. Yeah, Almost double and the like takeoff height. when you're above, like just the scenery is so nice. Sam ne vem, pomfri, da se prijem bo tisti. Ne, to ima zdaj že ridiculous, drugače. Vse sem vrička za sadje. Fričk za sadje smo porabili. Vse. Ne, no. 4. Pa rekla si prej, da je ta zadnja. Ne si taj pa res ta zadnja, no. Ne, zdaj ti pa sploh ne verjamem več. Ne, zdaj mi pa verjam, da je pa res ta zadnja. In ti izgubil. Ne. No, kaj piše? Presenečenje 4. Pri vsem tem adrenalinu je čas, da se malo spočiješ. Pravijo, da te po 30. letu začnejo vse boleti. Ne vem, to si mi ti povedal. Ne vem, če je to res, ampak kakor vidim te zadnji mesec, res vse nekaj boli. Zato razumem, da rabiš malo popoldanskega počitka. Aja, to je to. Aja, zdaj ga malo počitek. Ja, v redu je, to mi kar všeč. Penzionistično. Kaj si zdaj zaželel, Ponč? Jaz imam zelo rad pomfri in ne moreš imeti rojstnega dneva brez pomfrija. Pa vsi vemo, pa to je absoluten fakt, da ima McDonald's najboljši pomfri. Nobena druga restauracija ne. Pa sam probajte se kregati z mano, ker ne boste zmagali. To je neizpodbitno. Če sem jaz narejena s čipsa, si pa ti s pomfrija, ne? Tako je. S krompirja v bistvu, no, meni krompir.
problem. Se pravi, hitro pojeva, pa gremo pa počivati, ne punč. Ja, sploh nam komentiral, ker nekaj. Hitro moramo iti počivati. Kam spršel punč? So rekli, da se moram spočiti in ker že 2 meseca ali koliko 4 spim v kemperju, se bajene ne spim dobro. Zdaj so me pa rekli, da se moram naspati, ker sem tudi. Veš, kaj so reviewji napisali? A? Da je najboljša posla ever. No, kdo mi bo zdaj večerjo skuhal? Jest. Se tle so pa dal kuhati. Ja, ne? Dal. Lažji kot binko tu. No, a boš malo razgledal se? Ja, čakaj, da čurle dam. No, dej nam malo pokašno. No, kavico pil. Kavica. Ja, pa čist je, kaj nov. Kako to misliš nov? Ja, pač dokaj nov tepih je ni on, stran socialističen. Kaj imaš kle? Netflix? Ja, Big Screen TV. Aha, Pojsla. aha. Po mojem bo v redu, A bo v redu? Aha. A zdaj greš pa kar v omaro? Ja. Kakšna kopalnica. Ja, pa veš, kaj imaš kle? Tuš. Masažno kad. Masažna kad. Pa še balkon mava. Da te bom v katanu premagala. Ne upaš. Ne znam. Dobro. Ja. No, zdaj boš pa kle spal. Ja, prav. Sem zadovoljen. A tako boš pa ti svojo ženko razvajal. Najboljše biti pa party planning committee, torej Cindy, ker poj na konc dneva za ves trud dobiš eno fajn večerjo. Jole, tako se je ponč potrudil. Mava, pašto šrimpi. Pasta linguini. Pasta linguini. No, hvala ponč za takole gurmansko razvajanje. Činkolo binkolo. Činkolo binkolo. A zdaj pa še torto dočakal za konc dneva. Ja, Cindy, klene, skoč preseneča. A se mora lahko piham? Ja, lahko pihaš. No, pa nekaj si zažel. Yes! Jej! Tip frulica. Jaz bom. Razpršil za torte. Yes! Na četrtine, ne? Lahko. Muško so mi vzeli. To je zdaj trenutek, ker če mu torto, bi šel spacal torto. Am I a joke to you? Hvala, Pika. To je bil pa en najlepših dni, kar sem jih doživel. Si jih zaslužiš. Ful je pa fajn. Si šli konc. Nih jokat. Si ne jokal? Malo sem... Nisem zavredil. A, se bo vse. Si zdaj bil, da vrečka za sadje sluška od kuverta. Presenečenje številka 5. Ja. Alex, vem, da je verjetno po 30 treba iti v... Skuran spat, ja, ampak oprosti, tvoj dan se je v Sloveniji komaj začel. Nisem jaz kriva, da imamo toliko časovnih razlik. Poleg tega nisem jaz kriva, da imaš rojstni dan ravno na ta dan. Obleci nekaj lepega in pojdi z... Obleci nekaj lepega in pojdi z menoj, te bom rado tvoj sedaj. Jaz sem v trenerk!
Ja, pa se pri obliku. Ja, pa če imamo vse v Binku tu. Ja, pa se binko je kle parkiral, le se že skockala. Torto pojeva, pa se zrihtava, ne? Prvo. Dan se je v Sloveniji komi začel. O, Marija. Prvo. Bova pa šla. Se pa vsem upravičujem za moje fušanje. Upam, da niste pobegnili od vloga. Četrtek je, November, ja. četrtek je, tako da sem prišla na karaoke. Sam kle ni tako fajn, kot v Kromelu. To je bil sicer konec dneva, pa seveda še par odfušanih pesmi strani Aleksa. Ampak ne more biti to rojstnodnevni vlog, če se mu ni izpolnila dejanska želja, da bi šel na soteskanje. Časovno se sicer premikamo na kakšen mesec kasneje, ampak nič za to. Jaz vem, da si želel za rojstni dan na kanjoning, ampak kot že veš, na tvoj dan to žal ni mogoče. Bomo šli pa kasneje. Ja, se bomo šli. Za kanjoning je bila namreč minimalna prijava 4 oseb, tako da so morala počakati, da sta se nama pridružila Kieran in Caroline, sodelavca iz Češan, in da smo odšli skupaj. Počakati sva jo morala nekaj več kot mesec dni, saj sta bila še v svojih working holiday službah, vendar sta po prenehanju pogodbe krenila proti severu južnega otoka, tako da so se naše poti zopet križale, tokrat v nacionalnem parku Nelson Lakes. Ne mi povej, zakaj smo mi dva tako neumna. Pač mi da nismo več stara 10, krat ti otroci ne vejo, koliko je mrzel, pa kaj je to mrz. Nič stopinje, čez dan jih bo 4, mi gremo pa na soteskanje. Ja, tlele se grejeva z webasto, tako dobro, ker se tlele sicer ne vidi. Se pa sliš verjeten, ja, napravljena sva termoštumfi, ne vem kva gor dol, pa mezebe. In mi gremo v vodo. V glavnem, srečno. Srečno, kekac. Edino čas leta bi si lahko izbral malenkost boljši. April je namreč na južni hemisferi enako kot naš oktober, tako da temperature, zlasti zjutraj in zvečer, niso bile nič kaj prijetne. Kaj šele, da greš soteskat v vodo, ki ima v tem času leta 5 do 8 stopinj Celzija. Če te zanima še ta ekstra izkušnja iz mojega rojstnega dne, bo vlog na voljo v članski verziji tega vloga. S pridružitvijo najinemu članstvu direktno podprete naju in najino delo kot ustvarjalca, vi pa na drugi strani dobite še več vsebine in tudi druge ugodnosti. Hvala vsem članom za podporo, vsem, ki pa se boste pridružili naši mali Pontsonč družinici, pa se tudi že vnaprej zahvaljujeva. Hvala pa tudi vam za ogled vloga in da ste z mano delili ta prav poseben dan, to prav posebno okroglo obletnico. In seveda tudi hvala moji ženi Cindy, naši sončici, ki je se v bistvu res tako lepo potrudila, da mi je pričarala enega najlepših dni pač na mojem kratkem obstoju na tem planetu. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark.